današnjem času so zelo popularni tele testiranja, koliko smo tolerantni, netolerantni, koliko smo alergični, nealergični na določena hranila in živila. Veliko se o tem govorim piše, vi ste spisali, eden od naših kolegov je spisal članek na to temo in zdaj me zanima, kaj imate zapovedati o teh trenutno zelo modnih testih o toleranci ali netoleranciji na hrano, živila. Pa bom jaz mogoče. Kolega Jernej je drugače spisal en super članek, je pregledal literaturo. Kakor si sam povedal zdaj, ogromno se govori, ogromno se piše o alergijah, o intolerancah in tudi dejstvo je, da je porast alergij in tudi ljudje imajo težave in večino težav se povezuje s hrano in takoj se grejo delati razni testi. Zdaj, kar je Jernej tukaj super razložil oziroma dokazal, kar znanost pravi, da v bistvu ti testi intoleranc nam ne povedo točno, konkretno, na katero živilo smo mi intolerantni. Tako da zdaj, to je bistvo... Ampak ponovadi pokažejo, ne, tiste X... Tako, sam postopek je tak, da v bistvu se odzame kri, se ponavadi se pošlje na pregled v tujino, ne vem, naprimer v Nemčijo, in da v Nemčiji delajo te teste, in potem se testira za 10 živil, nekateri testi oziroma nekateri laboratoriji delajo tudi do 100 živil. Pregledujo in oni ugotovijo v bistvu, s katerim živilom smo mi bili v kontaktu v zadnjem obdobju. Torej, te se gleda preko protiteles IgE in v bistvu mi vidimo, torej ti testi pokažejo, kot sem rekel, s katerim živilom smo mi bili v kontaktu v zadnjem času. Se pravi, ne tega, na katero živilo smo mi intolerantni, ampak samo v katero živilo smo bili v kontaktu. In na katero živilo smo potem razvili protitelesa? V bistvu ta protitelesa se kažejo, so samo pač pojav tega, da smo pač zaužili to živilo, se potem ponavadi jih tako naredijo, da obarvajo ta živila rdeče, modro ali pa zeleno. In zdaj, naprimer, če imaš ti, zmišljujem si, 5 živil z rdečo obarvanih, se pravi, da se teh živil moraš nujno jih izločiti za prehrano, imaš rumeno obarvana živila, se pravi, da ta občasno delo povzročajo težave. In da še vedno pravim, kar smo tudi mi v praksi ugotovili, da je najboljši pokazatelj oziroma najboljše reševanje teh težav je enostavno izločevalna dieta oziroma da določeno živilo, za katero sumimo, da lahko povzroča težave, enostavno izločimo iz prehrane za 14 dni in potem vrnemo nazaj in potem vidimo, kako v bistvu telo reagira na to. Torej, nakratko, uporabno ali neuporabno? Neuporabno, tako. Bom rekel, neuporabno. Ljudem je lažje plačati 50-100 evrov, kakorkoli, da dobijo nekaj na listu papirja in se potem tega držijo. In zdaj, naprimer, če se izloči 25-30 živil, je bo zagotovo, oziroma zelo verjetno bo eno izmed teh živil tudi to živilo, ki pravzaprav povzroča težave. Vendar kaj se dogaja? Druge težave so to, da se enostavno preveč živil izloči in se zelo osiromaši prehrana. Tako da imamo tudi primere, ko so osebe, ki imajo že tako nizko telesno maso in potem se jim svetuje še, morate to in to in to in to izločiti. In potem na ta način dolgoročno je zelo nezdravo. Če pogledamo čisto iz vidika, ponavadi se zgodi, da ta oseba, ki gre na te teste, izgubi tudi potem težek, glede na to, kar jim svetuje. Ampak v bistvu nič čisto nič drugega, kot če v bistvu tebi osebno vzememo, recimo, da ješ veliko testenin v dnevu kot tekač, da ti vzememo testenine. Vzememo ti neko bazo, eno tvojo izbiro in potem se iščeš, kaj bi tukaj nadomestil. In nikoli ne moraš nadomestiti toliko več in boš tako avtomatsko zaužil manj energije preko dneva in to se bo poznalo na izgubi telesne teže. To ni zdaj nič magičnega, kar bi se zdaj zgodilo, da bi bilo tisto živilo krivo, ampak zgolj na ta način se zniža energijski vnos in pač telesna teža temu primerno pade. Vse to je tudi ena stvari, ki se namotim, če si jo tudi pripravil, so te razne aktualne diete.
verjetno je lahko podobna zgodba zadaj za marsikatero dieto. Ne? Dejansko je... Vzameš isto neko... Tako je, zdaj imaš izbiro, ne? Ali je to zdaj paleo dieta, ali je to zdaj ketonska, ali je to kakršnakoli beljakovinska dieta, nečesa poješ zdaj v presežku, ne v takem presežku, zdaj, da bi nadomestil vse, tiste energijske potrebe, nečesa se pa izogneš, ne? Ampak tako, kot je prej Aljoša izpostavil, je tudi, čim si eliminiraš določena živila, tam te manjšo prehransko pestrost imaš, to pomeni, da če dalje težje boš vse hranila zaužil tako, kot jih je potrebno, ne? Ker vsako hranilo, vsako živilo v prehrani ima svoj pomen, vsaka skupina ima svoj pomen, da dobivamo določene hranila. Zdaj, tako, kot so beljakovinske za beljakovino, tako, kot so recimo druga za kalcij, železo, vse, ne vem, cink, podobno. Ti imaš rekel to kakšno vprašanje kot sveži paleojedec? Nisem glih zvest, ampak dobra. Nisem glih zvest, ampak